Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Moja kariera. Danes je z mano zanimiv gost, strokovnjak za mreženje. Ogromno ljudi ga pozna predvsem iz razloga, ker ogromno časa in energije v svojem življenju vlaga v to, da spoznava zanimive ljudi. In seveda, kar je ključnega, največkrat mi pove, da ključ za uspešno mreženje in povezovanje je ravno v tem, da konstantno kot oseba razmišljaš in si dovoliš najti tiste stvari, ki bodo obojestranska korist tako za vas in pa tudi za tisto osebo, katero ste pravkar spoznali. Z mano gost Boško, pozdravljen. Zdravo, Andrej, zdravo. To si lepo povedal, no, tako da še dobro, da je posnet. Še dobro, da je posneto. Tako da, midva se bo pogovarjala v tem najnem prvem delu malo o tem, se pravi, kakšna je bila tvoja pot, da si postal strokovnjak. Danes zjutraj, ko sem malo reflektiral, kaj bo naša, bom rekel, vsebinska tematika in o čem se želim s tabo pogovarjati, sem se spomnil najine prve kave v enem kafiču v Ljubljani, verjetno se tudi ti spomniš. In konstantno, vedno, kadar mi pride tvoja blagovna znamka kot Boško Praštalo pred oči, se spomnim tvojih besed, želim si postati najbolj zmrežena, povezana oseba v Sloveniji. To mislim, da je bilo tam nekje 2018, 2019, tako da, ja, jaz se kave spomnim, zdaj mogoče sem malo svičil to. Zdaj, tako, moja misija pa želja je, da pač ozaveščam ljudi, dajte se čim več povezovati, dajmo se pač mrežati in da sem jaz oseba, ki lahko nekoga opolnomoči, nauči, pokaže pot. Daleč tega, da sem pa najbolj zmrežen, imamo ljudi, ki so veliko bolj zmreženi kot jaz, ker je težko biti na vse, ker ti pač, če imaš neko, a si v nekem okolju, v neki panogi, lepo povezan, je čisto dosti, ne rabiš cele Slovenije poznati. Ok, to si zdaj super povedal, ampak vseeno, tudi pred najnim snemanjem sva se pogovarjala, če imamo cilj, bomo poiskali pot. In zdaj to je bil tudi to tvoj lep odgovor. Je. Zdaj pa, kot prvo je tako, jaz se rečemo, ko imamo cilj, jaz še dodam, da je pri ciljih, ki si jih zastaviš, dajmo tako reči, da izziv je, da veliko ljudi nima cilja, ampak dajmo reči, da ko postaviš si kakrškoli cilj, jaz 3 stvari tukaj pač svetujem, da ureči seznam, kdo ti lahko pomaga, da dosežeš ta cilj, koga moraš na novo spoznati, pa še tretja stvar, kaj se moraš novega naučiti. Bravo. Super. In jaz vem, da se bova midva danes drug od drugega tudi nekaj novega naučila in zato bo najina kariera boljša. In verjamem, da tudi vaša kariera bo skozi tematiko vam pomagala, da boste naredili neke korake napredke v nadaljevanju. Boško, daj mi eno stvar povej. Se pravi, tvoj brand je Boško Praškalo, se pravi, angleško bi se temu reklo more than networking. In mislim, da veliko ljudi povezuje predvsem to mreženje s kakšnim mrežnim marketingom. Dajva prvo ta tabu rešiti, preden greva naprej. Ok, dajva reči, da mislim... Na kratko. Mislim, ni to isto. Mrežni marketing je pač način posla, to je pač biznis, kjer dejansko ti bi moral svojo mrežo aktivirati in širiti mrežo in na ta način doseči pač neke prodajne rezultate, nič narobe z mrežnim marketingom, ko s temu, edina stvar, ki dela pač, dajmo reči, posamezniki narobe, ko grejo v zgodbo mrežnega marketinga, je, da grejo po imeniku in vsa svojo mrežo, vse svoje kontakte po domače vsiljujejo neko storitev, nek produkt, to je edini fail. Zato se veliko osebam zamerila cela zgodba. Mrežni marketing kot sistem, če je to properno, je to, in če delaš pametno, je lahko to zelo dober biznis. Nima to nobene veze z mrežnim marketingom. Mreženje je to, kar mi vsi počnemo in razlika je samo v tem, da, jaz sam to rečem tako, mi se mrežimo že od rojstva. Razlika je samo, koliko smo dobri v temu in dejansko to delamo strateško, a delamo to po naključju. In večina nas dela to po naključju. Ok. Ravno tukaj se je začela tvoja zgodba, kjer si tudi sam rekel, na začetku sem pač začel z mreženjem, ok, tam poznaš nekoga, ti nekdo pomaga, ti odpre vrata, ker ne nazadnje mi skozi
se pravi to življenjsko pot, našo karierno pot, srečujemo različne ljudi. In zdaj vprašanje, ali se mi v tistem danem trenutku uspemo zavedati, kako lahko s to osebo v življenju, v svojem osebnem razvoju napredujem, kar je tudi tretja točka tistega, kar si ti rekel, da svetuješ. Glej, sam tako, če ti veš, kaj želiš in če se ne želiš, če imaš ti jasno vizijo, pa pač enostavno imaš pošlihtane vrednote, je poleg meni, ko jaz poznam neko novo osebo, jaz pridem zelo neobremenjeno komunikacijo, zato ker če te ne poznam, niti ne vem, a je lahko neka korist. Korist je lahko, da gremo midva, ne vem, na pijačo, kava, korist je lahko biznis. In sama razlika je samo v temu, ker če moraš ti najprej imeti pri sebi stvari pošlihtane in ko greš v komunikacijo, greš zelo neobremenjeno in greš spoznati osebo. In če v neki točki spoznaš, da ti oseba zanimiva, pa moraš biti pa toliko proaktiven, da si izmeniš kontakte, se zmeniš še za eno kavo in potem postopoma gradiš ta odnos. Razlika je samo, da večina folka ne ve, kaj želi, kaj hoče. Tako. In večinoma, vsaj po mojih izkušnjah in mojem pogledu na ta del, tudi sam se dosti družim, povezujem, večinoma ljudje gledajo, kaj je moja osebna korist. In verjamem, da boš tudi ti to potrdil, in to je ponovadi prepričanje, ki ovira neko fluidno, se pravi, dinamiko nekega prostega. Dve stvari. Niti ni toliko narobe, če nekdo razmišlja, kaj ima lahko od tega. Mislim, če je to edini malce, kam jaz tega, pa čez čas, druga stran zavoha, da je nekomu sam nek interes in nič drugega, tipa interes, da se okoristi. Zame je še večji izziv je pa ta, da velika večina misli, da nima kaj dati. In zato se ne aktivira. Zakaj bi en z mano pil kavo? Zakaj bi se en z mano družil? Zakaj bi en z mano delal? In dejansko, in tukaj vidim večji gap, kot ta, ki nekaj hoče. In dejansko, ker ko delamo mi, pač delavnice in to, ko delamo pa ena na ena, mi pridemo vsi do tega highlighta, da vsak nekaj lahko nekomu nekaj da. Ali je to, da je zaradi mene nekdo, ki zna super paradajz posaditi, je to veljo nekomu, ki ga ne zna. Ali nek zna dobro pito narediti, ali ima neko dobro informacijo, ali ima neko dobro povezavo. Vsak od nas nekomu lahko nekaj da. Tako. In ravno s tem zavedanjem je v bistvu tako, da mene ogromno krat ljudje vprašajo, recimo, Andrej, zakaj rad počneš to, kar počneš? In vedno se vrnem nazaj. Se pravi, osnovna vrednota je pomoč ljudem. In zagotovo tudi pri tebi ena izmed ključnih vrednot. Ker če ne bi želel pomagati drugim, seveda je pa potem trik tukaj v zadju, niso pa vsi pripravljeni te pomoči sprejeti. In to si prej tudi sam povedal, zjutraj je enostavno, pač takim pač ne pomagaš. Klej je absolutno ena od dejansko tudi v mreženju pač velja, da najprej moraš dati, da bi lahko nekaj vzel. Če ti priješ nekam in samo vlečeš, sam jemlješ, to je pač nedolgi rok, zakaj bi, mislim, logično, jaz vedno rečem, če ti vedno nekdo nekaj jemlje od tebe in ti nič ne daje, pa si sam kriv, da mu pustiš, da ti pač jemlje. Tako da, tukaj moramo, ena stvar je torej, da daš, mi zelo veliko tudi radi damo, imamo pa problem dejansko sprejeti, pa še večji problem imamo dvigniti roko pa reči, tukaj sem pa kratek, rabim pomoč, rabim podporo. In dejansko je pa tako, če jaz tebi ne rečem, kje me zmanjka, až pa nas je skoraj tako, da če ti rečeš, jaz sem prekratek v eni zgodbi, moramo nedeljo hmaš. Moram še nekaj pušiti zati, ker greh je biti, dajmo reči, ne bom rekel šibek, ampak se priznati nekomu na glas, da si pač v neki točki, da rabiš pomoč. Ampak in tukaj je pravim jaz, noben se z njim ne more telepatsko povezati. Dvigam roko, povej, prekratek sem, zdaj pa spet še en trik, pet do ta pravi osebe povedati. Torej, če imam jaz probleme, ki jih imamo čisto vsi mi, razlagam osebi, ki mi ne more pomagati, delam v bistvu, kradem svoj čas, pa smetim to drugo osebo. A veš, meni velikrat reče, Boško, ti nimaš problemov, jaz jih imam ogromno, kot vsi mi, s tem, da jaz sam zbiram, komu razlagam moje probleme. Točno.
To je zelo... Hvala. Kmalu nadaljujemo v naslednjem delu, kjer bova najino tematiko povezavi mreženja še nadgradila. Se vidimo. Nadaljujeva pogovor o mreženju in za začetek bom podal eno izhodišče. In sicer naši možgani so pripravljeni več narediti, da pobegnejo stran od bolečine, kot pa da bi šli k nekemu užitku. In to bi rad navezal na to, da enostavno, tako kot ti rečeš, ok, prevzemi odgovornost, se pravi, pokličeš nekoga, mu poveš svojo ranljivost, svoj problem, svojo težavo, ampak ponovadi se zgodba zaključi, ker enostavno osebe ali pa ljudje želijo, pa pričakujejo, zdaj pa jaz to tebi povem, zdaj sem pa jaz, to se je zdaj meni odvalilo od srca in predajam tebi odgovornost. Tako kot zdaj bom jaz dal tebi besedo, ampak želim, da v bistvu malo nadaljujejo v tem smislu teh pričakovanj, se pravi nekih hitrih rešitev. Ja, gledaj, mi smo, jaz pravim, sužnji instantnih rešitev. Jih ni. Jaz pač v to ne verjamem. In prej, ko se zavedamo, Pa mislim, jaz s temu se ti obvaruješ, sam sebe. Zdaj, mi bi vse na hiter. Mi bi hiter shujšali, mi bi hitro juho, mi bi, deva že sam pri juhi. Če se dela dobra goveja juha, ki se kuha celo noč, je una vrečke ne morem naknaditi. Lahko je vsake toliko cajta, naredim uno juhco, ampak razlika je več kot očitna. In isto je ko bi rekel, mreženju, grejenju odnosov. Ni instantnih, jaz ne verjamem ljubezni na prvi pogled. Lahko se smija simpatična, ne morava graditi odnos, graditi na spoštovanju, na ta pravih vrednotah. In ne vedno graditi, ko meni paše, pa tudi, da moram jaz narediti nekaj, kar te paše. In zdaj to je tu v poslu, v privatnem življenju, med frendi, doma, posod je tako. Tako da zdaj pa bolje vsak se odloči, ali misli, da se svet vrti samo okoli njega. Jaz vem, da se ne. In da pač enostavno v vseh odnosih sta vsaj dva. Mislim, morate biti dva, če želite, da ta odnos dejansko se nekam premakne. In jaz bom prevzel svojo odgovornost, za najin odnos, rečemo, ti prevzem pa svojo odgovornost. Tako. Samo vseeno, se mi zdi, recimo, a veš, glede na to, ja, ko imaš kontakt nekoga in ko veš, kako ti lahko pomaga, seveda je pot skrajšana, Je pa tudi še ena druga zadeva tukaj, mene recimo velikokrat tudi na treningih, delavnicah včasih rečejo, ok, primer bom dal, dosti delam na bankah, in na banki rečejo, ja, ok, a ti imaš pri nas odprt bančni račun. In jaz jih vedno pogledam in rečem, fante in dekleta, jaz vas razumem, ampak dajmo pogledati širše, koliko enih kontaktov imam jaz v telefonu, ki bi verjetno potrebovali to in drugo storitev. In se mi zdi, da tukaj si ti predvsem ker si pač strateško označuješ, beležiš stvari, kdo lahko komu pomaga in verjamem, da si velikokrat tako joker za marsikoga. Ne nam povej kaj več o tem. Jaz se, Andrej, čisto zavedam, da zelo veliko ljudi ne pije kavo z mano, zato ko me slepo brado. In verjamem in je čisto prav, da pa zelo veliko ljudi je zraven mene, ker pač ne da pričakujejo, si želijo, bi imeli moje povezave. Čeprav pa jaz nimam odprtega Excela, jaz tudi ena stvar je, tudi če jaz dam moj telefon, ne vem, nekoliko je par tisoč kontaktov not, to ti nič ne pomeni. Veš, fora je samo temu, da če pa imamo mi da dober odnos in ti dejansko vstopaš v moje življenje in sva midva, deva reči, na ta pravi, deva reči, sva dobra poslovna partnerja, dobra frenda, jaz ti mu dal ne samo ta prave kontakte, tiste, ki ti rabiš, jaz ti mu dal tudi v svoj know-how, moje izkušnje, te spustim v svoj svet. In to seveda folk želi. Ampak da je tako, jaz sem si to v neki točki res prigaral in na tisoče kav in debat in kakor si že prej rekel, jaz ogromno rastem s temu. In dejansko je meni to tako, meni je to fun. Zdaj imam pač izziv, ker je vsaka ta kava je toliko dobra kava, da si želiš še ene kave, imaš pa samo 24 ur. Tako da nič ni narobe, da je tak, ko rekel, te pozami so zraven mene, vkolikor je super povezava, vedno delam double check, torej nikoli ne dam telefonske,
vedno preverjam pri osebi, s katero želim povezavo, ti, a želiš povezavo z njemu, vedno hočem vedeti, zakaj povezava. Ne? To se tudi meni zdi ključnega. Ne, ker ni. Jaz sem tako rekel, dam primer, jaz si ne lastim kontakta, ampak če imam jaz tvoj oseben telefon, jaz ga ne bom dal od sebe, če ti ne veš. Torej, ne glede na to, da tudi če bi jaz dal, mogoče nikoli ne bi zvedel, da sem jaz dal, ampak jaz vem. Ne? Torej, meni je že to dosti. Torej, jaz vedno delam double opt-in, torej preverjam pri tebi, pa pri drugi osebi, a želite povezavo, če želite, je to. Zdaj pa tako, dve stvari sta tukaj. Eno je, če prideš ti do mene, če te jaz lahko povežem z nekom, druga stvar je pa, kar je pa tako, da ko dvigneš lestvico, je ko pa jaz vidim, da bi ti lahko se z nekom povezal, vidva se ne poznate in vaju dam jaz kap. To je pa pol. In v obeh očeh... Je to veliko zadovoljstvo? Veš, kaj je dobro? Ne, fajn je, zakaj fajn. V takih primerih jaz izpadam, ko bom rekel, jaz sem veliko tega, pa ne v smislu financ. Daj mi to povej, se pravi tako, kako to osebno občutiš? Ti vidiš v očeh, ko ti narediš nekaj dobrega. Ne, kako ti osebno občutiš? Ja, dober občutek je, ker pač jaz vidim pri sebi, občutek sem nekaj koristnega naredil. Lej, jaz sem po enih 50 služb zrihtal v nekem času, da imam zdaj. Jaz pozabim, jaz imam še eno pravilo, ko te stvari delam. To je zelo spet 3 koraki. Torej, dam zgolj to, kar lahko dam. Ko lahko dam in ko dam, pozabim, da sem dal. Jaz nimam enega Excela, ene zabeležke, usluge, ki sem jih naredil. Če jo naredim zato, ker jo lahko naredim, iz srcem, ker lahko dam, a je zdaj to, te podarim knjigo, ali ti zrihtam povezavo, ali ti dam 500 evrov, who cares. Pač, ko naredim in pol pozabim. In je pri meni občutek vrhunski, ker pač jaz vem, da dam pač tisto, kar lahko dam. Ne dam vedno to, kar drugi pričakujejo, to je še ena stvar, to je ful triki, ne? Ampak klej jaz delam, zato imam jaz mirno vest. In zdaj, če bi vsak naredil to, koliko lahko naredi, bi bil ta svet, dajmo reči, ajde in kanček, lepši. Boško, ti si tudi avtor knjige Mreženje, ki jo imamo tudi tukaj z nami. Daj nam par stvari povej tako, tudi en svoj program imaš, ga bomo skušali v zadju pokazati, spravi ta kako aktiviraj svoj... Aktiviraj se, ja. Aktiviraj se. Ja. V bistvu, ker to je za vse, za mlade, stare, starejše. Ta aktiviraj se je točno to. Dajmo tako reči, knjiga je zato, da mi malo, da rečemo zavestno, da pač je mreženje vsem nam dostopno in da nismo mi toliko daleč, da je par korakov, pa se začnemo počasi odpirati. Ampak knjigo sem jaz, tako bom rekel, jaz prihajam iz nekega okolja, ker ni bilo tega, torej, jaz sem bil do 4. zadosten in da ne razlagam stvari, jaz nikoli nisem bral in pa na eno točki sem zaprl oči in me, tako bom rekel, strah me je bilo, če bom jaz tako nič delal na osebnem razvoju, kje bom jaz čez 20 let. In potem, ker je bil ta strah toliko močen, sem se jaz aktiviral pa začel stvari brati, študirati, tudi mreženje, Andrej, jaz to nisem strateško začel delati. Do mene so prišli posamezniki, so meni rekli, Boško, ti si dober v networkingu. Jaz sem iskreno googlil, kaj je networking. Po mojem so mi že 20krat rekli, sploh slišal nisem. In potem, ko sem si dovolil to slišati, sem začel stvari raziskovati in pa ena predavanja, druga delavnica to in ta občutek, da ti, ko nekdo zaradi tebe dobi nov job in on zaradi tega ima boljšo plačo in on bolj vesel, pa je boljši partner, pa je boljši zgled otroku, to nima cene. Zdaj to in kur je pol, to nima cene. In meni je dosti, če mi en se tak premakne na neko obdobje, ne vem, ali pa, ne vem, najde partnerja novega, ali pa imam boljši odnos s sodelavcem doma, vse se da kler. Ali pa v zavesti, da pač nekdo več ni primeren za njegovo življenje v tisto obdobje, tudi kar ni nič narobe. Ja. Jaz bi to navezal ravno na to in verjamem, da bova v naslednjem delu tudi kaj rekla na to temo, ker v bistvu odločitev, sprejeti odločitev, v osnovi pomeni, da se ločiš od nečesa. Zdaj, ali je to bilo dobro, ali je slabo, ali je nekaj, kar ni delovalo, se pravi, če želiš iti na en korak, eno stopničko više, enostavno je treba sprejeti neko odločitev, zdaj, iti včasih iz cone udobja, tudi marsikdo si želi ravno to, kar sva tudi začela, ker v bistvu si želimo v osnovi hitrih rešitev, je ravno to težje, kako zdaj to dati na stran
In jaz velikokrat kot coach rečem, ne rabiš dati na stran, še vedno je to tukaj s tabo, samo tega ne boš uporabljal. In potem rečem, povej mi, koliko stvari imaš doma, ki jih dejansko ne ki jih ali ne uporabljaš v kuhinji ali v garderobni omari. Vedno preveč, ja. Se pravi, si se na nek način odločil, da tega ne boš uporabljal. Lepo. Tako da, kmalu nadaljujemo. Ljudje so nam vse bolj dostopni, a hkrati v bistvu velikokrat samevamo, smo sami, spremljamo družabna omrežja in seveda tam zasledimo tudi različne blagovne znamke. Boško, ena zadeva povezavi s tvojo odločitvijo v enem trenutku je tudi bila, da prevzameš vodenje Super Brands Slovenija, tako da tukaj imamo tudi eno revijo, ki jo lahko tudi vi vidite, verjetno tudi kje kupijo, dobijo na nek način. Daj kaj povej, se pravi, povezavi te odločitve, kar so prej govorila, mreženje, kako ti je v bistvu sploh, to je moje čisto osebno mnenje, perspektiva, ne, da dejansko brez tega uspešnega tvojega poslovnega strateškega mreženja, kot ga tudi sam v knjigi opisuješ, bi verjetno imel velike težave neke korake narediti na tem področju. Čist na začetku, če ne bi bilo dejansko mreženja, če jaz ne bi šel iskreno na dva dogodka v Zagreb, ne bi prišel do tega. Mislim, da celo bili skupaj. Ja, ne bi jaz dejansko, meni pač Lea ne bi prišla z idejo po enih 2 sestankih, a bi ti meni pomagal na projektu Super Brands. In jaz takrat nisem imel vizije prevzemati licence, ampak ker smo naredili dosti dobro delo, ne, je prišla pobuda prevzame licenco. To je Super Brands. In pa, ker sem bil pa dejansko jaz prekratek z denarjem, nisem imel denarja za oglaševati, sem pa revijo naredil. In ker sem jaz prišel z idejo, da naredim revijo, je kar nekaj ljudi je bilo. Ja, mislim, bolj so se mi smejali, kot da so rekli skočijo v podporo, ampak jaz sem spet, nisem pustil dogovornih x ljudi, ki se mi smeje, da vpliva name. Jaz sem pač najdel v njih 50 pravih, da smo naredili skupen projekt in zdaj že 4 leta izhaja 4-krat na leto super znamka. Tako da, ampak to je spet vse je del mreženja. Torej, jaz, če ne bi bil jaz, če meni osebe ne bi zaupale, ne bi bil kredibilen, se noben ne bi hotel z mano podpisati po projekt, dajmo rečemo super znamka, na Super Brandom pa so rečemo vsak let 25 ljudi v strokovnem svetu, ki dejansko kreirajo ta, dajmo reči, marketinški svet v Sloveniji in verjame, Andrej, da čist noben, če bi projekt po domače ne bi bil dober, če bi smrdel, noben ne bi se podpisal po to zgodbo in to je čisto vse je, it's all about. Torej bi lahko rekel, se pravi, da v osnovi zaupanja med dvema osebama ali pa med skupino ljudi, se vedno najprej začne ena na ena, in se pravi, kakšne so bile naše izkušnje s to osebo, ker v končni fazi tudi midva sva se nekajkrat srečala, ampak zadeva je v tem, ko ti veš, da imaš na drugi strani nekoga, kateremu lahko zaupaš, kateremu lahko pokličeš, ni nujno, da s to osebo moraš biti, ne vem, vsak dan na vezi. Ne. Ampak je nekje, kjer veš, da lahko... Ne, koliko jaz imam ljudi, ki se enkrat na let z njim vidim, pa je dost. Veva, rečemo, v takih primerih vemo pa, da se lahko pokličemo kadarkoli, je treba. Veš, to je čisto količina, torej, še ena stvar. Torej, količina časa ni pravo merilo, da je reči, poslovnega partnerstva, prijateljstva, dobrega odnosa in dejansko masa kontaktov ni pravo merilo dobre mreže. Torej, vedno je kvaliteta pred kvantiteto. Je pa še ena stvar, ki je zdaj zelo velika, je v poslu imaš zelo veliko na drugi strani človeka, s katerim moraš delati, pa nimata nekih, nista valovni, takrat jaz rečem, pač moraš biti politično korekten in pač narediš vse, kar je treba narediti, da se posel spelje, zaključi, da greš naprej. Ampak rečemo, s tako osebo definitivno boš pil kave v ponedeljek, ali pa ne vem, v soboto zjutraj. Tako. Velikokrat, tako kot se z ljudi pogovarjamo, ali pa tudi recimo, ne vem, se želiva midva dogovoriti s kom za nek sestanek, reče nekdo, joj, nimam časa, ta teden, naslednji teden, 2 tedna, in vem, da si enkrat rekel sam, včasih tega nikoli nisem razumel, Kako ti zdaj sebi razporejaš čas? Se pravi, da imaš čas in za družino, ki jo imaš, se pravi, potem posel?
Stvar je sam, kot prvo je, jaz imam ful preveč stvari in delamo na tem, da se postavijo neki procesi, sistemi, ker pač zmanjkate. Damo 24 ur in pač glej to. Vse ostalo je stvar prioritete. Zelo simpel je. Torej, jaz imam jasno vizijo, ki hoče biti do konca leta, čez 1 leto, 5 let. Na osnovi tega smo postavili cilje, oziroma jih postavljamo, kreiramo in pol je pač, če jaz zdaj moram za en cilj investirati 2 uri v ponedeljek za pač določene stvari, ker je to del našega procesa, naše vizije, pač takrat pač nimam časa za nič drugega. In pač enostavno posledično določeni ljudje, neki projekti, se jim pač zahvališ, jim pač ne daš toliko pozornosti. To tako lažje to narediti, ko imaš ti ful jasno vizijo, kam ti hočeš iti. Prej, nedolgo nazaj, jaz tega nisem imel. In pa me en pocukal za rokav levo, pa sem šel levo, pa en desno, pa desno. Tudi to je dobro, ker se pač, to je proces učenja. To je pa šola, ki je pa ni knjige, ki te lahko to nauči. To je pa zgodno rečejo šola življenja. Tako. Če bi tako lahko, tako v parih besedah povzel, kako pomembno se tebi zdi, se pravi, za nek karierni razvoj in napredek, se pravi, da oseba res razmišlja o tem, kaj lahko jaz dam drugim ljudem in kaj lahko dam svetu. Kaj ti namreč ravno s tem, mi kreiramo svet, v katerem živimo mi in pa seveda svet, v katerem bodo živeli in živijo naši otroci. Obrnemo zgodbo. Jaz vedno rečem, kaj mi reče, ne vem, jaz vedno rečem, zakaj bi en s tabo delal? To odgovor si vprašal, zakaj bi en s tabo delil kos kruha? Zakaj bi en bil tvoj friend? Zakaj bi ta delodajalec tebi dal službo? Kaj, samo zato, ker ti to hočeš? To se ne zgodi samo zato, ker jaz hočem. Torej, mi moramo dati nek value, mora biti neka dodana vrednost. Lahko se tebe nekdo usmiri za trenutek nekega, ne vem, v enem trenutku se ti lahko da, pa ti naredi nek charity, pa ti malo pomaga. Na dolgi rok ti to ne bo naredil. Na dolgi rok. Torej, mi moramo pa sebi odgovoriti, zakaj bi nekdo z mano, rečemo, pil kavo. Če mi nimamo odgovora, to je bilo primer, meni reče, kako lahko pridem do enega predsednika uprave, sem rekel, zelo simpel odgovor, zakaj bi on stal pil kavo. In mi reče človek, zato ker bom jaz kupil kavo. Sem rekel, kolega, ta oseba lahko kupi plantažo kave, on lahko sebi kupi kavarno, najmanj je kupi sebi kavo. Če mu daš pa dober razlog, pa on vzel čas, čez 3 minute, pa bo stal pil kavo. Sam, zato moraš biti pa tudi, trik je tudi, da se znaš pravilno pozicionirati. Ker jaz vem, da imam stvari, ki jih jaz nekaj počnem, so nice, niso must. In posledično rabim dosti več časa, da nekdo tudi ta nice vzame, ok, bi bilo fajn tudi to imeti. Ja, samo ravno tukaj je čas tisti, ko se pravi in stranke in ljudi, s katerimi si obkrožen, a ne vidijo in slišijo, se pravi, da to, kar je nekdo začel, ne vem, 2, 3, 4, 5 let nazaj, tudi sam imam take izkušnje, vidijo, še vedno si tukaj. In včasih je to velika varovalka, zaradi tega, ker velikokrat naletimo na muhe enodnevnice, vsak, ne vem, nekaj počne nekaj časa, in potem ga ne vidiš nikjer več. In to recimo, po moje obadva preko družabnih omrežjih v zadnjih letih doživela neštetokrat. In zakaj so svetovne blagovne znamke uspešne? Zakaj? Zato, ker so enkrat začeli in jo nadgrajujejo. In spreminjajo in preoblikujejo. Ne, da so rekli, a to pa ne več. Čar dejansko mreženja, buildanja posebne blagovne znamke je, da se nikoli ne konča. In to niso neke stvari, ki ti lahko na zalogo delaš. To ne moš outsourcati in ne moš na zalogo delati. Torej, ko enkrat to delaš, ti se moš vedno ukvarjati z ljudmi, sam sabo, z personal brandom, z vsemu, ker ko se enkrat ti s tem nehaš ukvarjati, pač, dajmo reči, tu ni, ko bi rekel, zvesti bo stal še nekaj časa zraven teme, ampak ne zelo dolgo. Tako da, in jaz vedno rečem, če imajo veliki brendi strategijo, grejenje svojega brenda, zakaj ga jaz kot Boško Praštalo, ne bi smel imeti. Ali pa pač tam Mojca Novak. Moš imeti to neko strategijo, s kom piti kavo, kaj delati, kaj se učiti, kako se razvijati, in dejansko, da zaključim zgodbo, kako ti lahko obogatiš enega drugega, kako lahko ti daš enemu drugemu, pač ne kreiraš na smeh, in potem, ko ti znaš to narediti, poznaš tudi dvigniti roko, pa reči, zdaj pa, please, a lahko tudi ti meni pomagaš.
To si zelo lepo povzel za sam zaključek. Drage poslušalci in gledalke in gledalci, mi se bližamo koncu in to, kar vam tudi jaz želim v sklopu oddaje Moja kariera, naj bo vaše razmišljanje v smeri, se pravi, kaj lahko jaz dam drugim. Kajti, če povzamemo, kaj delajo velike blagovne znamke. Velike blagovne znamke se najprej osredotočijo na to, kaj si potrošnik želi. In ko enkrat to vejo, potem začnejo razvijati ideje, kako te stvari spraviti v prakso do potrošnika. V primeru pa, da želite vi pridobiti kakšen nov kontakt, novo poznanstvo, pa Boškotov nasvet vsekakor priporočam vsakemu, razmišljajte najprej iz te perspektive, kaj boste vi tej osebi ali temu podjetju dali, kakšna bo korist srečanja ljudi ali pa podjetja z vami, kajti to je tisto, kar bo vam pomagalo zgraditi večjo mrežo in seveda ne nazadnje boste prišli do nekih poslovnih rezultatov, vpliva na osebno zadovoljstvo in predvsem uživajte v druženju z ljudmi. Hvala. Hvala. Ja, bilo, ne?